Naslednji, ki bo svoje intimne misli delil z nami, je Gregor Brdnik, ki je sebe opisal kot, citiram, klepetavo posledico socialistične vzgoje, interdisciplinarnega izobraževanja in hipijevske ustvarjalnosti, ki so mi jo tete vrejnice položile že v zivko. Še vedno vztrajaš pri prebranem napisu? Vztrajam. Danes je bipolarna primera. Drugače pa je, mislim se na vsakem koraku, da vidim kako nalepno. Bil sem pisatelj, pa bil sem vaščan, pa ko sem se preselil v Ljubljano, sem bil štajerska žiža, pa vsak dan, tako da najbolj zoprno je, ko dobiš eno tako nehvaležno nalogo, kot ti rečejo, zdaj pa se opiše v parih stavkih, pa da ne bo zelo predomišljavo, pa da ne bo preskromno, je pa tak en poetični opis, mi je bil všeč opis Katja prej, tako da mogoče bomo zamenjali. Literarno ustvarjaš že od najstniških let, izražaš se predvsem preko poezije in kratkih zgodb na spletnih blogih. Tam te lahko najdemo, tam je tvoje zatočišče. V bistvu sem začel objavljati na blogih, takrat je še bil E-dnevnik, kot mislim, da je bil prvi Mavrični škrat, pa sem objavljal v bistvu od poezije do proze, do erotične zgodbe, to je bilo v bistvu najbolj brano. Potem je sledil blog Goflja, na katerem je podobno, vedno sem objavljal nekako z namenom ciljati na LGBT, v bistvu predvsem na gej populacijo. In še vedno nekako se skozi svoje delo dotikam tega sveta, ki mi je blizu, ki ga poznam, ki me navdihuje, razočara, se pa zadržujem, pretežno bolj na internetu, ker koliko sem klepetal, kot sem rekel v opisu, sem zelo prestrašen pred temi reflektorji. Na internetu je pa zelo prijetno, zelo varno. Diskretno, nihče ne ve pravzaprav, kdo si. Šele zdaj si se na nek način, vsaj nam, našim bralcem, razkril, to sem jaz, Gregor Brdnik. Leta 2014 si izdal zbirko kratkih zgodb z naslovom Skozi rožnata očala. Zakaj je rožnata očala in za kakšne zgodbe je šlo? V bistvu je to bil projekt, ki smo ga izpeljali na Mladinskem kulturnem centru Maribor, kjer sem sodeloval kot prostovoljec. In v nekem momentu, ko sem jaz omenil, da si želim v bistvu narediti dokumentarno eno zbirko zgodb ljudi, ki so se spopadli s homofobijo. Ravno v tistem obdobju sem jaz precej razreševal svoj coming out v srednji šoli, svojo izkušnjo za homofobijo. In je to tudi bil en tak zelo močen navdih. Potem je v bistvu MKC Maribor finančno podprl samo idejo in sem se spravil na to, da sem začel iskati ljudi, ki bi bili pripravljeni govoriti o svoji izkušnji s homofobijo. Proti pričakovanjem je bil interes v bistvu zelo slab, tako da je bilo bolj malo zgodb, ki sem jih pretipkal v nekaj, kar ni bilo ravno pretipkano iz intervjuja, dal v neko obliko in potem smo to izdali. Odziv bil kakšen? Odziv je bil na moje presenečenje malo negativen. Zato, ker so tudi same zgodbe so izpostavljale izkušnje ljudi, ki so imeli predvsem negativne izkušnje s homofobijo. Vse zgodbe so bile, vsi glavni nastopajoči so bili v vlogi žrtve. Recimo zdaj, ko gledam nazaj, tudi samo dojemanje homofobije se pri meni zdaj v teh 14, v teh 4-5 letih veliko spremenilo. Bral sem, recimo, ko je bilo Dihtivo 1. Tako, tam je bilo bolj erotično, tam sem, kot se rekel prej, bolj diskretno, pod psevdonimom Greki objavil. Mislim, da je bilo neka proza, ker je bilo tudi tematsko namenjeno na HIV/AIDS preventivo. Recimo, tudi ko gledaš nazaj,
kako si sam gledal, kako se vidi tvojega enega pogleda na svet, na določene tematike skozi ustvarjanje. Ta ustvarjalnost na področju pisanja erotičnih zgodb je že zamrla, je s puberteto, adolescenco odšla iz tvoje zavesti življenja ali še vedno kaj snuješ tudi na tem področju? Še kar precej snujem, je pa v enem momentu vmes je prišla tista malo meščanska, da se pravi moja mati, ki je zdaj govorila, ja, kaj si bodo pa ljudje zdaj mislili, ne, erotične zgodbe, to nima pa dobene vrednosti, ne vem, sem si malo želel dobiti na neki teži. Zdaj me pa v bistvu vleče vedno bolj nazaj, nastaja tudi še vedno neke erotične oziroma nastaja proza z nekimi erotičnimi elementi, tudi homoerotičnimi. Bo morda zaživela tudi v literarnem prvencu, ki ga pričakuješ letos, v letošnjem letu? V bistvu pričakoval sem ga že v prejšnjem letu, pa še ni bilo nabih, bomo rekli. V bistvu želim se lotiti tokrat spet homofobije, malo na drugačen način, malo z nekimi izmišljenimi zgodbami, odpreti tudi pogled na svet, kjer mi kot LGBTQ osebe nismo žrtve, ampak dostikrat sami aktivno sodelujemo v homofobiji, osvetliti nekako to. Je pa tudi že nekaj erotičnih stvari not, bomo pa, ne vem, v tem letu pričakujem nekje, da kak je zvok. Imaš prav, mislim, da smo Štajerci razvili nekako mikrofonobijo. Bo zaživelo, no, tudi v novi zbirki. Kdaj pa bo to, kdo bo to objavil, kdo bo dal cash, to pa še vse v rokah sojenic. Katere pesmi si izbral za nocoj? Seveda smo obljubili nekaj tistih, ki so v direktivih 7 in tudi nekaj novih, ki čakajo, da uzrejo svet tudi na papirju. Tako. V bistvu nekaj sem jih vzel kar iz direktivih 7, nekaj pa smo jih potem z Matildo, mojo muco, smo jih tačkali po papirju in smo jih skupaj zbrali, tako da nas čaka nekaj 8 pesmi. Pa jih bom prebral brez mikrofona, ker imam, mislim, da dovolj močni glas. Me slišite tudi tam zadaj? Predvsem Potem pa. Gregi. Predvsem Za kamero. Bom v kamero gestikuliral. Jutranja kava. Ko zjutraj krmežljavo gledaš vame in se smejiš bahavo, ker veš, da s tabo hočem še, me zbode kanček radovednosti. Ali boš ostal tudi po jutranji kavi, ki jo bo skuhal Bov v moji stari džezvi. In ko ostanem sam z vonjem kofeina in cigaret, si ponavljam najino besedno igro, ki si jo igral, da bi me jezil. Jaz pa sem užival in se smejal, ko si zmedeno poslušal poezijo, namenjeno drugemu, ki je prav tako kot ti odšel po jutranji kavi, ki jo je skuhal Bov. Ciganska svirka. Znao sam u trenu, kad si naopako viseći nasmeškao se. Postalo mi toliko svetom, kad si u mom zagrljaju. Tvoji poljupci donose mir, a u mojoj glavi svira divlja ciganska svirka. Đavolska utakmica. Nije ljubav natjecanje, pa da se pitamo ko koga više voli i dok raspravljamo o glupostima, prođe vrijeme i odlete leptiri koji su nama zaspali u želucima gladni ljubavi. Za vrijeme svake utakmice sjedim na klupi i gledam te kako se boriš protiv vlastitih đavola. Vsak fant se šopkom rož. Vsak fant se počuti pomembnega s šopkom rož.
kot pav stopa, z bioplastiko okrog vrtnic in se diskretno nasmiha radovednim mimobežečim. Vsak fant sošolk Pomorož ima tisti lesk v očeh, fokusiran, hiter korak in previdnost v zgornjem delu telesa. Vrtnice in čustva, to so ranljive stvari. Vsak fant sošolk Pomorož diha plitvo, ustnice drhtijo v mrazu, prav kot da bi že čutil tvoj poljub, vonjo tvoje teme, zr v oči. Tiste vigredi. Spomnim se vseh vigredi, mačice in sramežljivi pogledi, lanene srajce, nerodni dotiki in tisti glasni izdih, ki sem ga hranil že od zime zate. Včasih vidim te čez mesto. Spomniš me na tisto cesto, vonj sveže pokošene trave, zvenki smeh in tvoje dlačice po popku, nepobrite že od zime zame. Odsev in bit, stati gol pred seboj. Odsev in bit, ko si zreva v oči, z brazgotinami, poškodovan, iznakažen, osamljen. Med tisoči drugih, golih, lepih, neizmerno prijetnih, težko nama gre premišljen korak misli. Ko si zreva v oči, bit korak pohitri, vrtiva, miže se vrtiva, se noro smejiva, griva iskriva, misel plesniva, korak zaostaja, manija se ohlaja, spet stoje, zreva se v oči. To sem jaz in moja bit si ti. Včasih, ko se utrujem, premražen, vrne iz plesa in odsev bit objame, takrat trpka ljubav se v nami. Zdaj pa dosti ljubezenskih. Povabim te na vlak. Bog daj! Povabim te na vlak, prijatelj, sonarodnjak. Tak, tega naroda junak, a pravi spak, tak pederski, tak bolj poženščen, brez dlak, kak Ahmad, kakšna, ki je splavila, tovornjakarca brez krila. Povabim te na potovanje, zate že pripravljen imam vagon, da izpolniš moje sanje in zadovoljiš nagon. Ču. V sivo jutro lokomotiva zajoka. Tokrat nismo v vagonih kot živali. Lažno dostojanstvo modernega človeka, pa še temu se odreka. V blazini ne klopi barva realnost, zdi se kot Golden Eagle Trans-Siberian Express. Prav res, zares. Mimo enakolične sibirske tajge potujemo, različni, združeni v grozi in molku. Brat bratu ujeda, sestra sestri jastre, a fašizmu vedno smrt. Pa čist kratka mi je nastala bolj iz hece, pa bi želela dober misli. Popokanka za Tončka. Hiša, sobica, balkonček. Sredi sobice balonček. Tonček iglico vrti. Bum in smih, balončka ni. Hvala lepa.